Poglejmo, kaj je novega v svetu mobilnosti, o čem smo brskali po internetu pretekli teden. No, največ je bilo ultra dragih igračk. Začnimo. Da lahko vozniku zagotovijo vsaj nekaj spodobnih ultrahitrih kilometrov, morajo električni superšportniki imeti seveda strašansko veliko zalogo baterij. No, kalifornijski startup Hyperion rešuje zagato. Njihov električni XP1 naj bi od leta 2022 naprej svoje stranke razvajal z najvišjo hitrostjo 356 km/h, pospeškom do 100 km 2,2 sekunde, predvsem pa z lahkotnostjo, s katero se bo komaj dobro tono težak superšportnik smejal baterijskim električnim superšportnikom. In kje je ideja? No, zalogo Hyperionovih baterij je lahko majhna, saj električno energijo sproti proizvajajo gorivne celice. In ne le te, tudi sončne celice, te se med vožnjo obračajo proti soncu. In seveda bo Hyperion s takšnimi zmogljivostmi bolj dirkalni kot pa vozilo za na cesto. In naj na tem mestu omenimo, da se obeta tudi prvenstvo dirkalnikov na gorivne celice. Ampak kakorkoli, cena Hyperiona še ni znana, ampak seveda lahko si obetamo, da če bo stal samo $2 milijona, potem bo to pomenilo, da je v akciji. Še eno super hitro vozilo na gorivne celice imamo za vas, no tokrat gre za jahto, za katamaran. Super hitro v tem primeru pomeni, da dosega hitrost 50 vozlov, kar je nekako 100 km/h in seveda to je v resnici zelo hitro, kajti gre za 100 metrov dolgo in pa 40 metrov široko jahto. In ja, tako kot Hyperion ima tudi ta jahta, poleg gorivnih tudi sončne celice in seveda lahko jih ima še bistveno več. Prostora ima namreč kar za 750 kvadratnih metrov, ki so jih prekrili z sončnimi celicami. Za super bogataše pa imamo še eno igračko. No, tokrat se selimo v zrak in gre za 120 milijonov vredno nadzvočno potniško letalo, 8-sedežno letalo, ki naj bi dosegalo hitrost 1,6 maha. Nad morjem, nad kopnim namreč po današnjih zakonih ne smete leteti potniško nadzvočno. Prvič naj bi to letalo poletelo leta 2025, v 10 letih pa naj bi jih izdelali kar 500. Pa koliko je teh super bogatašev na svetu? No, ostajamo pri avtih za bogataše, ampak selimo se v bolj dostopnejše cenike, k Bentleyju. Objavili so rezultate svoje 3 leta trajajoče interne študije in zdaj ponosno razlagajo, da so razvili elektromotor, ki bo odpravil potrebo po redkih kovinah. Prvič naj bi takšen motor poganjal Bentleyja leta 2023, takrat bo šlo za hibridnega Bentleyja, nato pa leta 2026, ko naj bi na ceste zapeljal prvi polno električni Bentley. Baterija seveda ostaja ozko grlo električnih avtomobilov, ampak ta teden imamo za vas 2 rešitvi. Prva je radioaktivna baterija. No, ne škodljiva, ampak narejena iz radioaktivnih odpadkov. Kalifornijski startup NDB pravi, da bo imel delujoči prototip pripravljen v 2 letih, no takšne baterije pa naj ne bi bilo treba napolniti kar 90 let. No, mi nočemo zveneti negativno, ampak priznamo, vsaj malo pa smo skeptični. Ampak rekli smo, da imamo ta teden za vas še eno alternativo baterijam. No, naj vam apetite po njej vzbudi kar naš udeleženec testiranja Fordovih hibridov. Samo elektrika, ne, jaz mislim, da tukaj ni, no. Zaenkrat še ne. Imaš nekaj v podzavesti, se mi zdi, da nekako zmeraj nekako studiraš, ali boš ali ne boš prišel do cilja. Razen, če bi tako naredil, kot imamo mi. Da bi žico, pa da bi lepo skozi, to pa v redu. Koliko imajo vlaki narejeno, ne? To je pa v redu. Ta ideja s kablom na cesto niti ni tako iz trte izvita, kajti na nemški avtocesti A5 so v bližini Frankfurta dejansko odprli 5 km dolg odsek, po katerem bodo vozili električni tovornjaki, ki jim elektrike ne bo zmanjkalo, saj bodo dobili na enak način kot vlaki. Vodja projekta pravi, da če bi v Nemčiji samo tretjino teh cest opremili s kablom nad cesto, bi lahko kar 80% tovornega prometa postal brezogljičen. Seveda so to študije, pri katerih je pogojnik bistvenega pomena. No in še ena takšna študija prihaja iz Čikaške univerze Northwestern. Tam so se poigrali s podatki o stroških zdravljenja posledic dušikovih oksidov v ozračju. Trdijo, da bi lahko Amerika z zamenjavo četrtine avtomobilov na notranje izgorevanje z električnimi avtomobili prihranila kar $17 milijard letno. Ampak čeprav ne dvomimo v
pravilnost teh izračunov, pa menimo, da bi se še našle kakšne neznanke, ki bi lahko korenito spremenile rezultat. In še ena študija je tukaj, tokrat pa iz domačih krogov. Preverili so odziv mariborskih pešcev na z radarjem opremljeno zebro, to je tista, ki smo vam jo podrobno predstavili tik pred koronsko karanteno. No, zdaj v tem poletnem času, ko so se pešci dejansko že res lahko sprehajali čez to zebro, so avtorji preverili odziv, no in Mariborčani so z veliko večino pohvalili takšno rešitev, kar pa seveda ni nobeno presenečenje. Slaba novica pa je, da je v tej študiji pokazalo se tudi, da kar 23% voznikov na to obvestilo o pešcu na prehodu sploh ni reagiralo. In vozniki kombijev so bili dvakrat največkrat so pešcu odstopili prednost, ampak so pa tudi vozili najhitreje. Zdaj pa novica za družine z majhnimi otroki. V Sloveniji je prišla tako imenovana naprava KneeGuard Kids 3. Preprosto pomagalo, ki našim malim med vožnjo podpira noge, da ne bingljajo. Zadeva se pripne na Isofix zanke, je nastavljiva po višini in naklonu, ima upravljene crash teste, tudi certifikate. No, naš 3-letni testni voznik končne ocene še ni podal, je pa na kratki predstavitveni vožnji zadovoljno topotal po tej polički. Koliko pa je stvar zares koristna, bo morala pokazati kakšna daljša vožnja. Ampak saj posebne umetnosti ne bi smelo biti. Saj tudi mi, odrasli, z nogami bingljamo, kvečemo na kakšnem pikniku, na kakšni gugalnici. Med delom in pa med vožnjo imamo noge trdno upete. No, govorili smo o avtu, o letalu, o jahti, o tovornjakih, pa dajmo še eno kolesarsko. In ime mu je Jaka Zajec. Jack Rabbit, ultra kratko električno kolo, oziroma električni moped, skuter, oziroma kako naj mu sploh rečemo, ker nima pedal. No, kakorkoli, denar zanj zbirajo na Kickstarterju. No in ko smo že pri 2 kolesih, Harley Davidson verjetno svojega Nakeda nikoli ne bo začel proizvajati. Namreč zamenjava prvega moža je to slovito ameriško znamko vrnila na ustaljene tirnice, torej v proizvodnjo izključno klasičnih motopotovalnikov. In zgodba je skoraj na las podobna Mercedesovi zgodbi, tudi pri Nemcih je namreč zamenjava CEO-ja pomenila ustavitev prodiranja na nova področja. V Mercedesovem primeru je to pomenilo postopno opustitev sodelovanja z Renaultom. Ampak novi Kangoo bo še ostal v Mercedesovi paleti. Približno takšen bo. No, že zdaj vam lahko povemo, da boste naslednji teden v teh novičkah lahko gledali električno Škodo Enyaq, pa tudi novega Mercedesa razreda S, posebno novega, ki pravi, da bo na novo definiral, kaj pomeni luksus. Do takrat pa, saj veste, MMC, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn in seveda YouTube. Ste že naročeni na naš kanal? Se vidimo!